Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim še enkrat, še posebej predstavnikom Vlade. Naslov predloga zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti laičnemu Slovencu ne pove kaj dosti, zato pa je vsebina toliko bolj dojemljiva. Področje vesoljske dejavnosti je čedalje bolj pomembno za našo državo, kot tudi izven naših meja. Zgodovinsko gledano je današnja vesoljska tehnologija prišla zelo daleč. V 10 letih od 2010 pa do 2020 je Slovenija stopnjevala pristop k Evropski vesoljski agenciji, ki zaobjema nove aktivnosti na področju vesoljske tehnologije. Konec leta 2021 je tako postala 100. članica pomembnega mednarodnega telesa za urejanje področja vesolja in s tem pridobila dostop do pomembnih informacij, kar zadeva zakonja in mednarodnega urejanja tega področja. Naši državljani se bodo zagotovo želeli slišati tudi kaj več o ključnih trendih za prihodnost. Članstvo v odboru Združenih narodov za miroljubno uporabo vesolja je za nas odlična odskočna deska za promocijo in širšo prepoznavnost slovenskega vesoljskega sektorja. Naša podjetja in inštitucije lahko na ta način izkoristijo možnost predstavitve na številnih dogodkih. Vodenje registra vesoljskih objektov je pomembno ravno zaradi registracije slovenskih satelitov, ki so že bili in še bodo izstreljeni v bodoče. Menimo, da imajo zaposleni v vesoljskem sektorju vrhunsko znanje, te da jim kreativnost in inovativnost nista tuji. Verjamemo, da jih slednje vodi do potrebnih sprememb in izboljšav na tem področju. Marsikateri Slovenec tudi ne ve oziroma prvič sliši, da je Slovenija v zadnjem obdobju dosegla kar nekaj odmevnih rezultatov. V letu 2020 sta bila denimo v vesolje izstreljena dva prva slovenska satelita. Gledano pod črto se vesoljski sektor v Sloveniji širi hitro in uspešno razvija tudi, ker se naša podjetja osredotočajo na nišne oziroma visokotehnološke proizvode in storitve. Nič ni pa tudi brez uspešnega sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo in Nacionalno upravo za aeronautiko in vesolje Združenih držav Amerike in ostalimi deležniki na tem področju. Hvala za poslušanje.